kljub raznemu individualizmu, ki vlada v tem svetu, geopolitika, vojne, smo se uspeli dogovoriti. Sreča je ta, da smo v preteklih zaključkih, v preteklih dogovorih marsikaj ambicioznega že izposlovali. Ključno pri tem je, da podnebne spremembe, ki so del nas, ki nas zaznamujejo, da se znamo na njih pripraviti in da jih znamo tudi odpravljati. Na eni strani imamo znanost, ki je nesprosna, imamo tudi posledice, ki nas opozarjajo, na drugi strani pa minimalni konsens, najmanjši možni imenovalec, da se svet dogovori. Še vedno pravim, da alternative dogovoru ni. Mi se moramo dogovoriti, da se dogovorimo, kaj je tisto, kar nas bo pripeljalo, da preprečimo vse to vrstne katastrofe. Ampak v podnebnem zakonu smo vseeno zastavili zelo veliko mehanizmov, zastavili smo se ambiciozen cilj, dobili smo kar nekaj čestitk tudi se strani Evropske komisije drugih držav, da kljub tej situaciji danes, ko podnebne spremembe niso več moderne v naših pogovorih, da smo to uspeli. Marsikateri drugi državi članici ni uspela sprejeti podnebnega zakona.